Lep in prijazen dan iz Ljubljane vam želim. Smo na Reslevi cesti v Ljubljani, oziroma na križišču med Reslevo cesto in Masarykovo cesto. Zdaj bomo zapeljali levo in na desni strani boste zagledali ljubljansko avtobusno postajo, ki ni bil ponos nobenemu od meščanov mesta Ljubljane. Bolje rečeno, je sramoto tistim, ki opravljajo, in sramoto tudi Ljubljančanom, ki ne znamo postaviti nekih kriterijev in pogojev, no to je tole na desni strani avtobusna postaja slovenske prestolnice. Naravnost vidite nov hotel Intercontinental, ki bodo odprli konec tega meseca. Mi pa bomo zdaj zavili na Dunajsko cesto, na desni strani vidite gospodarsko stranišče Ljubljane, naravnost poslovni objekt našega največjega razpečevalca goriv, Naftodružba Petrol. Tole na desni strani vidite napis. Smo, kot rečeno, na Dunajski cesti. Tukaj na levi strani pa vidite znameniti Plečnikov stadion, ki razpada že nekaj let. Zanj pa se trudi poslovnež Pečečnik, vendar je bil ustrezni soglasje, da bi lahko stadion obnovil po neki novi zasnovi. No, pa se pojdimo naprej. Smo že, kot rečeno, vedno na Dunajski cesti. To je stara proizvodna cesta z štajersko prestolnico. Kjer imajo trenutno najboljši nogometni klub v Republiki Sloveniji, ljubitelji Olimpije bodo seveda drugačne namene, ampak dejstva so pač tako. Tukaj na levi strani vidite
podjetje Agrokor Mercator. To je hrvaško podjetje, ki zdaj počasi razpada in po kratkem se bo to bankrotiralo. Samo pride konec turistične sezone in videli boste, kaj se bo zgodilo. Tam v daljavi vidite Kamniške Alpe. Tukaj na desni strani avtomobilska zveza Slovenije. In sodi zagotovo med ustreznejša podjetja v informiranju in osnovo za potrebe voznikov. No, tukaj bomo zdaj le zavili proti Avstriji, Hrvaški in seveda predtem štajerski prestolnici Mariboru. Zanimivo pa je, da vi pred Mariborom skoraj ne boste opazili nobenega napisa Ljubljana. Poslikal boste na madžarski strani v kraju ali mestu Colenti. Kako pa če v Sloveniji vreme imeti označbe na njem. Zdaj počasi prihajamo do področja športnega centra Stožice, ki buri duhove zadnje dni, pa tudi zadnje leta. Urejena je športna dvorana, tukaj boste zagledali, delček nje, pozneje celo, in pa športni nogometni stadion. Vse ostalo pa je v razpadajočem stanju. A zato sprašujte, zakaj tako, ljubljanskega župana, ki je obveščen o tovrstne izjave. In tu je vstop v športni center. Tudi največje krožišče, zagotovo tudi v Sloveniji, Tomačevo, kjer so na tem vozišču različni izhodi za Maribor, Zagreb, Hrvaško, center in tako dalje. Zdaj počasi peljemo na voznico. Pod centrom mesta. Tale objekt, ki jo ste zdaj zagledali, je naš center za
rehabilitacijo invalidov. Eno od boljših izvodov v tem delu Evrope, kar je treba zagotovo poudariti. No, to je ta objekt, ki vidite. Mi pa bomo počasi zavili po Štajerski cesti, ki so jo za nekaj mesecev imenovali tudi Titova cesta. Tukaj se bomo zapeljali na Lindhartovo cesto, ki pelje proti centru mesta, če gremo naravnost. Če gremo levo pa proti kliničnemu centru in vsem bolnicam, ki se nahajajo v Ljubljani. Takšen je recimo promet danes v petek. Ob 17. uri. Torej je večina prebivalcev mesta Ljubljane že na poti daljši vikend. Morate priznati, da imamo Ljubljane sorazmerno veliko zvedne krstnice. In upajmo, da bo tako tudi ostalo v prihodnje. No, to je bil kratek utrinek stanja prometa v slovenski prestolnici na naš dan, petek. In lep pozdrav in lep vikend.